Spoštovani, prisotni tukaj v dvorani, tudi tisti preko spletne povezave, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Minister Bojan Kumer se danes zaradi neodložljivih obveznosti na seji Vlade Republike Slovenije žal ne more osebno udeležiti tega dogodka, ki mu sicer pripisuje zelo velik pomen. Vsem prisotnim želi uspešno izvedbo dogodka ter plodno razpravo. Na ministrstvu pristojnem za energijo pozdravljamo tovrstne dogodke, kakršen je danes, ki naslavljajo pomembna vprašanja glede energetske prihodnosti Slovenije. Čas, v katerem se nahajamo, je izredno kompleksen in turbulenten, tako geopolitično, kot tudi v luči podnebnih sprememb in tudi v luči razvoja novih tehnologij. Zato je prav, da se nenehno sprašujemo, kje smo, kam želimo priti in kako bomo pravzaprav tja prišli. Slovenija ima tradicionalno zelo raznolik in uravnotežen nabor primarnih virov za proizvodnjo električne energije, ki pa v luči omenjenih geostrateških sprememb in groženj in v luči načrtovanega zelenega prehoda in zaveze do odmika od fosilnih goriv potrebuje znatno korekcijo. Prav ta korekcija je že nakazana v dokumentu, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra lansko leto in se imenuje Posodobljeni celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt. Tako imenovani NEPN predstavlja akcijsko-strateški načrt Republike Slovenije za vseh 5 razsežnosti energetske unije. Podrobneje si poglejmo razsežnost energetska varnost, kjer je za zagotavljanje ustrezne ravni zanesljive oskrbe z električno energijo predvideno nadaljevanje izkoriščanja jedrske energije in ohranjanje odličnosti pri obratovanju jedrskih objektov v Sloveniji. Posodobljeni NEPN predvideva več možnih scenarijev razvoja nacionalne samooskrbe z električno energijo. Eden izmed njih je tudi tako imenovani scenarij z dodatnimi ukrepi jedrska energija. Ta scenarij predvideva gradnjo novih jedrskih objektov, in sicer gradnjo novega raziskovalnega reaktorja nekje v letih 30 do 40, gradnja drugega bloka jedrske elektrarne Krško nekje do leta 2040 in gradnja malega modularnega reaktorja nekje do leta 2050. Toliko o ključnih strateških usmeritvah Republike Slovenije. Ker pa so dejanja pomembnejša od besed, mi sedaj dovolite, da naštejem nekaj najpomembnejših političnih dosežkov na področju jedrske energije v zadnjih letih. Avgusta 2023 je bila ustanovljena vladna delovna skupina za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2. Skupino vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, v njej sodelujejo visoki predstavniki vseh ključnih ministrstev. Avgusta 2024 je bil na ministrstvu pristojnem za energijo ustanovljen sektor za jedrsko energijo. Maja 2024 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel resolucijo o dolgoročni miroljubni uporabi jedrske energije v Sloveniji, jedrska energija za prihodnost Slovenije. Resolucija na strateški ravni podpira nadaljnje izkoriščanje jedrske energije za proizvodnjo električne energije, tudi z izgradnjo novih jedrskih elektrarn oziroma malih modularnih jedrskih reaktorjev. Republika Slovenija je nenazadnje aktivna tudi v mednarodnem prostoru, kjer podpira miroljubno rabo jedrske energije v energetske in raziskovalne namene. Zavzema se za enakovredno obravnavo jedrske energije z vidika njenega prispevka k doseganju podnebnih ciljev in nenehno poudarja pomembnost spoštovanja načela tehnološke nevtralnosti. Slovenija je ena izmed držav, ki so na podnebni konferenci Združenih narodov v Dubaju
pozvale k potrojitvi svetovnih jedrskih zmogljivosti v okviru prizadevanj za doseganje ničelnih emisij do leta 2050. Prav je, da se tukaj spomnimo in izpostavimo tudi nekatere pomembnejše konkretne dosežke na področju jedrske infrastrukture v Sloveniji. Nuklearna elektrarna Krško, ki uspešno in varno obratuje že vse od leta 1983, je januarja 2023 ob zaključku postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja izpolnila pogoje za podaljšanje obratovalne dobe 40 na 60 let. Slovenija je trenutno v zgodnji fazi državnega prostorskega načrtovanja in umeščanja projekta JEK2 v prostor. Sprejem končne investicijske odločitve o gradnji JEK2 je predviden leta 2028, leta 2032 naj bi sledil pričetek gradnje in leta 2039 priključitev v omrežje. Slovenija končno primerno skrbi in ravna z radioaktivnimi odpadki. Na lokaciji obstoječe jedrske elektrarne je že zgrajeno suho skladišče za izrabljeno jedrsko gorivo, junija 2024 pa se je v Vrbini pričela gradnja odlagališča nizko in srednje visokih radioaktivnih odpadkov. Ugotovimo lahko, da je Slovenija odgovorna jedrska država, ki dobro skrbi za varnost obstoječih jedrskih objektov, zelo resno pa se pripravlja in obravnava tudi možnost nadaljnje rabe jedrske energije. Slovenija sicer trenutno spodbuja in pospešeno investira v takoj dobavljive in takoj priključljive naprave za izkoriščanje obnovljivih virov energije, hkrati pa se pripravlja in tlakuje pot morebitni rabi jedrske energije v prihodnosti. Na ministrstvu spremljamo tudi izredno dinamično dogajanje pri razvoju novih tehnologij prihodnosti. Tehnologije malih modularnih jedrskih reaktorjev so ena izmed izredno obetavnih tehnologij, od katerih ogromno pričakujemo. Se pa hkrati zavedamo, da bodo svojo načrtovano vlogo v energetski prihodnosti ti reaktorji morali šele dokazati in upravičiti visoka pričakovanja. Prvi vtis o tem, kakšne priložnosti za uporabo tehnologij malih modularnih reaktorjev se ponujajo v Sloveniji, bo pokazala predizvedljivostna študija, ki jo Slovenija ob pomoči Združenih držav Amerike izdeluje v okviru projekta Feniks. Projekt Feniks je dejansko namenjen analizi možnosti prestrukturiranja in izhoda iz premoga ob pomoči tehnologij malih modularnih reaktorjev. Študijo izvaja ameriško svetovalno podjetje Sargent & Lundy, ki bo pripravilo tudi pregled 12 trenutno najbolj razvitih tehnologij malih modularnih reaktorjev. V študiji pa bodo obravnavane tudi 6 konkretnih lokacij v Sloveniji, in sicer so to lokacije z obstoječimi jedrskimi reaktorji v Krškem in raziskovalni v Brinju, lokacije s premogovnimi ali plinskimi elektrarnami v Šoštanju, Trbovljah in Brestanici. Prav tako je vključena obstoječa industrijska lokacija v Kidričevem z veliko potrebo po električni energiji in toploti. Skupni imenovalec vseh obravnavanih lokacij je razpoložljivost obstoječe energetske in druge potrebne infrastrukture ob hkratni potrebi po električni in toplotni energiji oziroma potrebi po prestrukturiranju in preusmeritvi lokacije v proizvodnjo električne energije s sodobnejšimi nizkoogljičnimi tehnologijami. Projekt Feniks je v zaključni fazi izvajanja. Predstavitev študije deležnikom v projektu in javnosti je bila načrtovana v februarju letošnjega leta. Vendar je zaradi ukrepov nove ameriške administracije izvajanje projekta začasno zaustavljeno. Hvala lepa.